Iz naših krajev. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o odprtju spremnega centra v Divaški jami, projektu Rastoča knjiga, poimenovanju stadiona v Radljah ob Dravi po nogometašu Žanu Krničniku, novih prtih narejenih v čast Ptujsko-Gorski Mariji in pa obnovi Babičevega mlina. Vabljeni k poslušanju. Radio Ognjišče v vašem kraju. Ob Divaški jami je v juniju vrata odprl sprejemni center, ki predstavlja funkcionalno dopolnitev tamkajšnje turistične infrastrukture ter prispeva k višji kakovosti ponudbe in doživetij. V njem so zagotovili tudi večnamensko dvorano in sanitarije. 641 000 evrov je bila investicija, od tega smo 320 pridobili iz tega načrta za okrevanje in odpornost Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ampak tudi teh 300 000, ki jih je mogla občina zagotoviti iz lastnega proračuna. Verjamemo, da je potreb še veliko, ki bi lahko teh 300 000 vložili tudi kam drugam, ampak se nam je zdelo pomembno zagrabiti to priložnost, ki je bil ta razpis od zunaj, da to željo jamarskega društva, pa ne nazadnje tudi željo nas na občini in občank in občanov, da se tukaj nekaj uredi, ker res tukaj so ljudje prihajali, niso imeli niti kje spiti enega kozarca vode ali pa karkoli. Jamari so se trudili tam nad spodaj v tisti dolini, so nekaj pripravili, ampak to ni to. Tako da zdaj smo s tem objektom, pa res mislim, da se bo to poznalo in da bo tudi jama dobila na pomenu takšnega, ki si zasluži. Je dejala županja občine Divača Alenka Štrucelj-Dolgan in dodala, da bo zdaj lažja tudi organizacija različnih dogodkov. Da imeli tukaj neke večere, glasba in vino, potem so te različne destinacijske zadeve, razna predavanja, razni dogodki, tako da se bo nekako objekt živel in mislim, zakaj ne bi, ne? Če smo ga že naredili, mora pač tudi funkcionirati. Objekta so veseli tudi v tamkajšnjem jamarskem društvu, kjer verjamejo, da bodo z različnimi dogodki uspeli k sodelovanju pritegniti tudi več mladih. To je poudaril tudi predsednik Jamarske zveze Slovenije Igor Benko. S tem se obogati tudi jamarsko društvo, tako da privabi mlade, da bi se aktivno ukvarjali z jamarstvom. Upam, da bo pa na matičnem krasu se zgradilo več takih objektov, saj imamo kar ogromno lepih turističnih jam, ki bi lahko tudi se predstavljalo se pravi širšemu prebivalstvu. Odprtja se je udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki si je takrat na krasu ogledala tudi podjetniški inkubator občine Hrpelje-Kozina, tam pa odprla tudi prenovljeno zdravstveno postajo. Radio Ognjišče v vašem kraju. Šentvoršca je praznik Ptujsko-Gorske Matere Božje, ki v svetem letu dobiva še posebej globok duhovni pomen. Tudi letos so ga verniki in patri minoriti slovesno obhajali na predvečer praznika, v torek 1. julija. V baziliki so minoriti ob 19. uri pripravili molitveno uro, sledilo je somaševanje, ki ga je vodil mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Po maši je sledila tradicionalna procesija z lučkami, ki je osvetlila pot okoli svetišča. Uvodoma je domači župnik pater Toni Brinjevc spregovoril o pomenu praznovanja in simbolike Marijine navzočnosti. Poudaril je, da gre za sveto leto, v kateri obujamo upanje, se spominjamo, da smo romarji upanja in spomnil na pomen izraza Šentvoršca, ta sveta beseda, ki pomeni sveta beseda in izhaja iz izraza besednica Marija. To je tudi eden od obveznih godov v mariborski nadškofiji. Moja sedanja sogovornica pa je gospa Tanja Oblak, samostojna kulturna delavka za ohranjanje klekljanja kot kulturne dediščine v Sloveniji. Tudi ona je bila na Ptujski gori s prav posebnim namenom. Tanja, lepo pozdravljeni. Pozdravljena. Glejte, z možem Leonom Oblakom sta se letos odločila, da na Ptujsko goro poromata kar peš iz ljubljanske stolnice. Morda par besed, zakaj sta se odločila za to pot, kako dolgo je trajala, z nekim namenom sta gotovo šla tja. Ja, glede na to, da smo v tem jubilejnem letu, ki je za nas kristjane posebno leto, izdelovali
odprte za Ptujsko goro s klekljaricami iz cele Slovenije, je meni kar nekaj časa odlela ta želja, da bi šla peš na Ptujsko goro s klekljaricami. Ker pa sem potem na koncu ugotovila, da to se nekako ne bo išlo, ker je prevroče in vse to. Me je podprl mož in je rekel, pa pojdiva skupaj in je načrtoval to pot. Tako da sem zelo vesela, da sem šla z njim na koncu in sem ugotovila, da je to tudi bilo prav. Namen vajinega romanja je pa tudi bil povezan s čipkami, s klekljanjem, s katerim se pravzaprav vse življenje ukvarjate. Na Ptujski gori je bil tudi blagoslov novih klekljanih prtov. Kaj bi lahko povedali o tem, kakšne oblike so te prti, kako so koščki čipk vdelani v te prte, kdo jih je izdeloval, koliko časa tak projekt traja? Vemo, da ste že podobna dva naredili na Brezjah. Projekt smo poimenovali s čipkami pod Marijin plašč in seveda smo ga izdelali za Ptujsko goro, za baziliko na Ptujski gori. Pri tem projektu je bilo vključenih 230 klekljaric, klekljali so 230 koščkov čipk, katere smo potem ušili v 11 večjih oltarnih prtov in 5 manjših. Ker pa je čipk še ostalo precej, smo lahko izdelali še 4 albe in 1 korok, tako da je župnija bogatejša tudi za te izdelke. Glavnem na to prireditev oziroma tej sveti slovesni maši je prišlo veliko romaric cele Slovenije, z avtobusi, z kombi so se pripeljale, bilo je tudi veliko narodnih noš. Res svetišče je zažarelo v tem dogodku in s temi prti, tako da sem zelo vesela, da se je tako lepo išlo. Eno albo ste podarili tudi nadškofu Lojziju Cviklu, ki je blagoslovil te prte. Se je to zgodilo med sveto mašo na sam praznik v sredo ali ob kakšni drugi priložnosti? Ne, to je pa res. Mariborskemu nadškofu Lojziju Cviklu smo podarile pri sveti maši, tej slovesni sveti maši, eno albo v spomin in je bil zelo vesel. Kakšne oblike pa so ti koščki čipk, tako da bodo ljudje, ki jih res povabimo, ko bodo poromali na Ptujsko goro, da se ustavijo in pogledajo te prte? Vas res vprašam, kakšne oblike so, koliko časa ena klekljarica porabi, da naredi en tak košček čipke? Oblike vzorcev, po katerih smo lahko izdelale, simbolizira v bistvu okvir podobe v baziliki Marije Zavetnice s plaščem. Tako da je ta podobne oblike. Klekljarice pa so lahko izbirale med 4 različnimi zahtevnostimi vzorčki, tako da je vsaka sama sebi prilagodila in svojemu znanju. Noter vsebujejo rože, težji vzorci 5 rož, lažji brez rož, tako da med 4 vzorci je bilo lahko zbirati. In na koncu je nastal res lepi izdelki, ker sem sama skombinirala v prte, tako kot sem mislila, da najlepše pride. Glavni oltar ima bolj bogate čipke, sem prilagodila, tako da je res lepo pogledati. Torej, vsi poslušalci, poslušalke, ko boste prišli k Mariji Ptujsko-Gorski, poglejte si tudi to delo slovenskih klekljaric, delo ljubezni, vere, molitve in predanosti naši Božji materi Mariji. Gospa Tanja Oblak, hvala, da ste izvedli ta projekt in upajmo, da bo pod vašim vodstvom nastal še kakšen, ki bo ponazarjal vero ljudi, pa tudi slovensko kulturno dediščino. Hvala lepa. Hvala tudi vam, vse dobro. Pogovor s Tanjo Oblak sem pripravila sestra Meta Potočnik. Radio Ognjišče v vašem kraju. V Radljah ob Dravi so tamkajšnji stadion slovesno poimenovali po nogometašu Žanu Krničniku, domačinu, ki je svojo športno pot začel prav na tamkajšnjih zelenicah. Krničnik, sicer bočni branilec aktualnega pokalnega prvaka Celje in slovenske reprezentance, je ob tem dejal, da mu priznanje pomeni izjemno čast in bo to zavedno ostalo med njegovimi najlepšimi nogometnimi spomini. Stati tukaj v Radljah ob Dravi, v mojem domačem kraju in gledati stadion, ki bo nosil moje ime, je čast, ki me navdihuje. Kot profesionalni športnik oziroma nogometaš sem skozi vsa ta leta odigral veliko tekem
Veliko je bilo zmag, ampak nekaj tudi porazov. Vendar pa občutek, da to tvoj domači kraj prepozna in te podpre na tak način, je nekaj, kar lahko šteje med moje večje nogometne uspehe. To priznanje ni samo zame, je priznanje športu, trudu in vztrajnosti ter vsem mladim, ki sanjajo velike sanje. Hvala, ker ste prepoznali pomen tega trenutka in to tudi omogočili. Hvala, ker verjamete v šport, ki povezuje generacije. Dogodek uradnega poimenovanja stadiona je pred dnevi potekal ob prisotnosti mladih nogometašev in nogometašic, ki so prav v tistih dneh trenirali na tradicionalnem nogometnem kampu. Krničnik se je z njimi tudi srečal in fotografiral ter jim namenil nekaj spodbudnih besed in podpisov. Dejal je, da se v domači kraj pogosto in rad vrača. Bom rekel, ko imam kakšne proste dneve, se dostikrat odpravim v Radlje in ja, tu je konec koncev tudi družina, tudi mlajši brat igra v Radljah in če je le možnost obiščem stadion in bom rekel, so tudi vsi mladi navdušeni in si vzamem kakšno urico časa, da jim podelim podpise, se slikam ali pač karkoli želijo. Radeljski župan Alen Bukovnik je poudaril, da Krničnik ni le uspešen športnik, ampak tudi pomemben zgled za skupnost, kar je potrdila soglasna podpora občinskega sveta za poimenovanje stadiona. Si prizadevamo, da bi to poimenovanje spodbudilo še marsikaterega mladega, da bi se začel ukvarjati športom, lahko nogometom, lahko tudi s kakšnim drugim športom, predvsem, da si z ukvarjanjem s športom pridobijo vrednote, ki jih šport ponuja. In te so zanesljivost, vztrajnost, požrtvovalnost, disciplina in to te izoblikuje v končno odlično osebnost, ki lahko deluješ na vseh področjih življenja. Nogometno šolo Radlje trenutno sicer obiskuje približno 180 otrok iz Radelj in okolice, od tega 30 deklet. Prispevek sem pripravil Marcel Krek. Radio Ognjišče v vašem kraju. Babičev mlin v Veržeju je edini še delujoč plavajoč rečni mlin v Sloveniji. Dobil je novo streho. Prejšnja je bila stara več kot 100 let. Njena dotrajanost je resno ogrožala notranjo opremo. Nad deli, med katera so sodili menjava vseh lesnih elementov strešne konstrukcije in strešne kritine ter prenova zgornjega dela stene objekta, je bdel Zavod za varstvo kulturne dediščine. Za projekt je bilo treba odšteti 27.000 evrov. Slabo polovico je prispevalo pristojno ministrstvo, slabo polovico program Interreg Slovenija-Madžarska, ki se ukvarja z vprašanjem izginjanja mlinarske dediščine v širšem evropskem prostoru. Preostanek pa lastnica Karmen Babič. Predstavnik mlina Simon Balažic je pojasnil, da gre za ključni mejnik znotraj širšega čezmejnega projekta od mlina do mlina. Babičev mlin Veržej je dejansko še edini mlin, ki tudi deluje. Ni to samo kot nek muzej, nekaj za ogledati, ampak ta mlin še vedno melje pšenica in še vedno je produkt, ki pride ven, je moka, torej to še vedno deluje. Na tisti stari način, brez računalnikov, pa tudi deluje lahko tudi tako, ni priklopljen na električno mrežo, se pravi lahko še vedno deluje tudi na pogon vode. To je ena posebnost, ki je daleč naokoli nekaj. Pa tudi želja gospodarice Karmen je, po volja, da bi to tudi ohranili. Te vedno iščeš neke možnosti in te je bil ta možnost tega programa oziroma razpisa Interreg Slovenija-Madžarska, kjer smo potem skupaj s partnerji iz Madžarske in pa iz Slovenije prijavili ta projekt. Cilj projekta je ohranjanje mlinarstva v Sloveniji in pa na Madžarskem. Na koncu bi radi naredili razpršeni muzej mlinov. Prenova strehe mlina je torej prvi, a ne zadnji korak, je bil jasen Balažic. Dodal je, da bo za njegovo celovito ohranitev nujna še dodatna sanacija lesenih delov in okolice. Prispevek sem pripravila Helena Križnik. Radio Ognjišče v vašem kraju. Projekt Rastoča knjiga je slovenski kulturni in izobraževalni projekt, ki simbolično in vsebinsko poudarja pomen znanja, kulture, vrednot ter narodne identitete. Pred kratkim je v Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje potekala 13. širitev Rastoče knjige Temeniške in Mirenske doline, razstave, ki z zapisano besedo, ustvarjalnostjo in medsebojnim spoštovanjem že vrsto let bogati skupni kulturni prostor.
V letošnjem letu so se razstavi simbolično pridružile 3 posameznice, profesorica Tatjana Mihelčič-Gregorčič, dolgoletna ravnateljica Glasbene šole Trebnje, profesorica Lidija Gačnik-Gombač, pesnica, pisateljica in prevajalka, ter akademska slikarka Kristina Krhin, priznana ilustratorka. Slavnostna govornica je bila doktorica Slavka Kavčič, predsednica nadzornega odbora društva Rastoča knjiga, tudi sestra pokojnega nadškofa Alojza Šuštarja. Z njo sem se pogovarjal Rok Mihevc. No, moram reči, da Rastoča knjiga je, bi rekla, se je rodila na Dolenjskem in jaz sem strašna Dolenjka. Moram reči, da vsi iz naše družine, tudi moj brat nadškof Šuštar, je bil tako ponosen na to, da je Dolenjci, zmeraj rekel, tudi ko je bil v Švici, to je najlepši kraj. In tudi ideja Rastoča knjiga, ne, takrat, ko smo se pa poznali, takrat, ko so se začeli pogovarjati o tem, jaz sem bila takoj zraven in sodelovala in tudi, kako bi vam rekla, razširjala idejo. Ne. Kakšen je pravzaprav osnovni namen tega projekta, torej Rastoče knjige? Nam lahko to malo predstavite? Osnovni namen je pravzaprav dati knjigi neko mesto, ki ga ima. Ne? Ker če ste videli, ne, knjiga je, kot pravi ruski pregovor, ne, kot voda povsod najde pot. In kot je danes, kot je zdajle na novem listu Rastoče knjige v Navlah napisano, kadar bereš, spoznavaš sebe in spoznavaš na novo svet. Ne? In seveda s tem pa hoče širiti dobroto, odgovornost, medsebojno razumevanje, ljubezen in tako naprej. In recimo prvi vers na prvem listu Rastoče knjige: naj ne mine dan, da ne bi storil kaj dobrega zase, za družino, za širšo družbo. Mislim, da sem se povedala. In te ideje širijo tudi z ljubeznijo, odličnosti in tako naprej. To se skozi povezuje. Prav posebna simbolika je tudi v deklici, ki sedi na Rastoči knjigi. Kaj nam o tem lahko poveste? Ja, ta ideja Rastoča, to, da sedi na deklici, pa stalno raste, je to, da tudi človekov intelekt, spoznanja in tako naprej skozi raste. In zato je tudi Pavček največ sodeloval z osnovnimi šolami. In tudi osnovne šole imajo največ rastočih knjig, zaradi tega, ker skladno z rastoča, ne, ideje najbolj padejo na plodna tla pri otrocih, ki skozi rašajo in so najbolj dovzetni. In to je, bi rekla, simbolično, da skozi raste, ker tudi ljudje idejno, čustveno, znanstveno in tako naprej skozi raste. Ali je ime projekta, torej Rastoča, še vedno aktualna? Kaj bi lahko rekli o bralni kulturi na tem območju? No, to zdaj ne vem, kakšna je bralna kultura na tem območju, ampak mislim, da je izjemno ta ideja aktualna. Razlog je predvsem računalništvo in tako naprej, ker se mi zdi, da nova tehnologija nekako prinaša pa zavira to branje knjig. Ne? In jaz moram reči, da tudi pri svojih vnukih vidim, ne, da se bolj usmerjajo na računalnike pa na telefone kot pa na knjige. In jih prav spodbujam, da jim nesem kaj zanimivega. Smo pa danes lahko slišali, da bo prej zmanjkalo prostora kot imen za ta projekt, torej za Rastočo knjigo. Kaj nam pa to sporoča? To nam pa sporoča, da je ideja živa in da je veliko ljudi še takih,
ki želijo, da vsak dan rastemo, in če bi pogledali zdaj, kaj kdo naredi, pa kaj prispeva, bi videli, da je res, da bi lahko celo tole stavbo napolnili z novimi. Ker nekaj je takih, pa splošno, saj vidite, kako je v svetu, ampak je še veliko ljudi, ki idejo podpirajo in jo tudi želijo, da se širi. Še tole zadnje vprašanje. Velika promotorja Rastoče knjige sta bila tudi pokojna Tone Pavček in nadškof Alojzij Šuštar. Nam lahko poveste, kaj pa je nadškofu Šuštarju pomenila bralna kultura? Zelo veliko. A veste, mi smo sicer s kmetu doma, ampak pri nas je bilo branje, bi rekla, skozi na vrhuncu. Mi smo imeli petrolejke, ampak moj oče je cele noči bral. In potem brat je bral, da je bil dostikrat v šoli kaznovan, ker je celo med poukom bral. Tako da, Tone Pavček je pa tle doma iz Mirne Peči in je, bi rekla, bil pesnik in je hodil v osnovno šolo Mirna in je napisal Rastoči knjigi posebno pesem, tudi ta idejo, ki so jo prevzeli, če ne bomo brali, nas bo pobralo, je njegova in ta misel je nadgradila potem tudi Saša Pavček, igralka pa pisateljica, kjer je rekla, knjiga je toliko živa, kolikor oči gleda pod krilo njenih platnic, kar pomeni, da to izhaja pri obeh iz družine. In moram reči, ko sem mu jaz takrat povedala, da bi ga vključili, če bi sodeloval, je rekel, joj, to so pa prav vizionari, da so se hoteli svetu predstaviti s knjigo. In je bil zelo ponosen na to, da je bil del te zgodbe. Pa je imel vaš brat priložnost in čast brati tudi, ko je bil nadškof? Takrat pa bolj malo, moram reči bolj malo, tako da ne bi rekla, da je pol, ko je bil v pokoju, ko je bil v Šentvidu, ja, ampak takrat, ko je bil pa nadškof, pa ne toliko. Tako da sem včasih, ko sem mu kaj, tudi če sem jaz kaj napisala, prinesla, je rekel, boš mogla malo počakati, da bom prebral. Spoštovana, mi je bilo v veliko čast in hvala za tale iskren pogovor. Hvala lepa vam, ne vem, če je zanimivo za vaše poslušalce. Z doktorico Slavko Kavčič sem se pogovarjal Rok Mihevc. To je bilo v današnji oddaji, ki se mi uredil Andrej Šinko vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radia Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna. Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.